Moč malo provokativno vprašanje, ampak Ja. se splača biti Omar Naber? Ful dober vprašanje. Tega mi v mojih 17 letih kariere ni zastavil še noben. Jaz bom rekel ja. Ja. Ok. Si, verjetno nisi tako rekel ja, sprve, zato ker si kdaj tu pa tam dvomil. Veliko sem dvomil. Veliko je bilo, bom rekel, vzponov in padcev, veliko je bilo težkih trenutkov, veliko so bili, ne bom rekel trenutki brez izhoda, ampak trenutki, ko sem se vprašal, kaj pa zdaj? A ne? Najhujši udarci bi recimo prav ta korona, ko so nam ugasnili vsi špili, vsi koncerti, vse dogajanje, vse prireditve, vse, nič. Mi smo ratali ljudje brez prihodkov, a ne? Pa smo nekaj sicer kao dobivali od države. Sem hvaležen za to, ampak tega je bilo v bistvu čisto premalo. Mislim, da smo dobivali v vseh 24 mesecih, mislim, da smo dobili 7-krat to nadomestilo, a ne? Ker pač, če imaš nek status kulturnika ali pa SP, si dobil in jaz imam ta status kulturnika in sem nekako to dobival. Hvala Bogu sem imel malo zaledja. In hvala Bogu imam okoli sebe ljudi, da če bi bilo res potrebno, da bi mi seveda to posodili. Ampak nekako ni bilo treba, ne? Se to pač spet ni trajalo toliko dolgo. To je, okay, 24 mesecev le ni malo, ampak to je bil en od momentov, ko sem si rekel, pa zdaj. In te sem pa tik pred tem kupil stanovanje, pa se zakreditiral za 30 let. Ne? A veš, ne? Ja, pa sem se vprašal, kaj pa zdaj, ne? Ampak ne, se splača. Se splača. Veš kaj, če gledamo čišče številke, pa ni prav, da gledaš, ampak da samo da gledaš, ampak če gledaš čišče številke, ne, muzika je že draga, sem v osnovi, da si ti koncert narediš. Ne. Mene tako hecno, ko imaš ti, imaš 5 do 7 slovenskih bendov, pa nič ne narobe, ampak oni špilajo vse posod za ston, ker pač občina časti. Tako. Ne. In pol je neki vmes, ko so pač oni neki špili, ko pač je tak. Je pa ni, ne? Ja, po moje je težko. Tam vmes je zelo, zelo težko. Moš pa čisto na nune bende, ko dobijo na koncu 120 €, ker so šli v en klub špilati, v resnici imajo pa 5 čukov opreme, pa še fali, ne, v avtu, ko se pelati. Ja, štekam, ja. Se strinjaš s tem, mogoče kdo? Zelo se strinjam, ampak jaz sem prepričan, da ni samo v Sloveniji tako, ne. Jaz sem prepričan, da je v bistvu v tujini oziroma bom rekel globalno po svetu še težji ratati znan glasbenik. Ti moraš vedeti, da recimo v nek Los Angeles ali pa v nek London se zgrinjajo vsi glasbeniki tega sveta iskati svojo srečo. Iskati svoj uspeh, svoje sanje in tako naprej. In bom povedal tako, kot je. Jaz sem v Londonu živel 1 leto pa pol. In recimo sem na začetku hodil na te open mic festivale. Ne, se pravi, prideš, se prijaviš, odpoješ 2 komade in to je to. In zelo hitro sem s tem odnehal, zaradi tega, ker sem ugotovil, da na vsakem open micu je bilo po 40, 50, 60 izvajalcev in bilo bi jih 150, ampak je šef rekel, ne vem, po 40, 50 ne moramo več, imamo že zafilen 4 ure, ne gre. Sorry, pridite naslednjo soboto, petek, kakorkoli, ne. In ogromen teh ljudi je bilo dejansko ful dobrih, ne. Ne vsi, bom rekel manjšina, ampak moraš vedeti, da v tistem momentu, tisto soboto je v Londonu, ki je 14 milijonsko mesto, še 1500 open micov in na vsakmu sta vsaj 2 ali pa 3 dobri. In recimo, da si ti tudi dober, da si mogoče med najboljšimi 3 od vseh 50. Zdaj moraš računati, da je še 1500 open micov v tem večeru, kjer so še 3 ali pa 4, ki so dobri. Kako ti bo ratalo? Skoraj nemogoče, ne? Vsi imajo nekaj, ne, in potem. Ja. Ne vsi imaš veliko bednih, ne. To je vedno res. Ena manjšina je pa v bistvu dobrih, ampak pa se zbira skupaj, ne, se pravi, koliko je to 14 milijonov ljudi? Groza, Bog se usmila, ne. Tako da mislim, da je v bistvu v tujini še težje, ne. V Sloveniji je lahko, zaradi tega, ker nas je malo. Imamo problem, ker nas v bistvu nam konkurira, bom rekel, cel svet, se pravi in Balkan in bom rekel svetovna globalna scena, ne? Da pogledaš recimo ljudi, izvajalce iz celega sveta, ki so svetovno globalno znani, koliko teh ljudi ima dejansko koncerte, na katere gre masa ljudi. Bryan Adams, ne vem,
zdaj sem ti recimo do Briana Adamsa za primerjavo oziroma za primer. Stari, takih izvajalcev je 300. Malo šnita, zelo malo. Zelo mala šnita je teh izvajalcev, ki po celem svetu skozi razprodajajo. Ok, jaz sem fan recimo od Green Day, od katerih imam tudi tutlere. Oni so recimo tudi en od teh bendov, ne? Ali pa ne vem, Sting, ne vem, Andrea Bocelli mogoče, Eros Ramazzotti, ne vem. Valjda imaš ogromen tudi teh bendov, ki jih zdaj v tem trenutku nisem izrekel, ker nima smisla, ker bi mogel naštevati jih 300, ampak to je to. Mogoče 400, mogoče 500. Ampak stari, kakšen odstotek je glasbenikov? Ne vem, 5% ljudi na svetu je glasbeno nadarjenih, če ne drugega so glasbeno aktivni, mogoče bom rekel semi-professional, ne? Ampak lej, zelo majhen odstotek je tistih ljudi, ki so res globalno uspešni in da si lahko prvošijo vse na svetu in nastopati, kolikor hočejo. Seveda v Sloveniji je neka, bom rekel, zrcalna zgodba v manjšem obsegu, se pravi, imaš tistih 5 do 7 bendov, ki nastopajo skozi, ampak so si to tudi mogli priboriti. Seveda, to sem rekel, nobenega problema, ampak je tak, nekako si tam in pol se kar vrtiš po vseh krajih. Imaš neke festivale, imaš neke take stvari, ki jih sam delaš. Vem, da je bilo par let nazaj pred korona, bilo akustične izvedbe, so le ful popularne, so bile ful drage karte, folk je kupil, ker je neko edinstven, ali pa s filharmonijo, z big bandom, z nekimi takimi fintami so potem... Fajn, vidim, da spremljaš the best. Ampak se razumem, da je to artistično gledano tudi zanimivo iz big bandom, akustične, nareči čist nekaj novega. Ampak tak, zasičenje trg in so sam isti izvajalci, iste komade ponudili na drug način. Veš kaj, ti izvajalci so si v bistvu priborili to, da so oni nekako na vsak način, bom rekel, večini ljudem dovolj všeč, da občine vejo, da bo folk in da sponzorji bojo dali denar, ker so to velika imena in da folk bo prišel na pivo in plačal 1, 2, 3 pive in da se bo nekako obrnil in da bo šlo v to smer. Če oni riskirajo, pa vzamejo nekoga, ker ni prva liga, oni vse riskirajo. Prva liga jih je pa, kot si rekel, 5 do 7, mogoče 10. Ne? In jaz sem bil recimo par prvih let svoje kariere, sem bil v tej prvi ligi. Ne? Pa sem pa ful popustil, ker se mi je ful enih stvari zamerali. Videl sem, kako scena funkcionira, videl sem veliko zahrbtnosti, videl sem veliko oportunizma in sem si rekel, jaz več v to ne bom vlagal, čeprav se mi zdi, da sem naredil napako. Zdaj pa vidim, da ta scena še posebej po koroni zelo cveti in zaradi tega, ker zelo cveti, sem si rekel tako, jaz v muziki, ki jo zdaj delam, ne bom delal več kompromisov, jaz bom šel čist na 100% pristnost in bom spet naredil marca, aprila ali pa maja, bom še videl, kdaj bomo to izdali, odvisen seveda od marsikaterega pogoja. Bom izdal ploščo, ki je čist taka, kakršni so bili moji začetki. Se pravi, iskreno, igrivo, energično, strastno, melodično, vokal ven iz sebe, dobre melodije, dobri inštrumentali. Jaz sem delal ful kompromisov, se pravi. Potem sem začel delati ful kompromisov, ne vem, pop, pa balade, pa razni dueti, pa orkestri, tako kot si rekel. Se mi je zdelo, da je to, če si glasbenik, pa če od tega živiš, da to nekako treba. Ampak pol pristnost se zgubi in če nisi pristen, zgubiš v bistvu svojo publiko. Se ljudje še danes vejo, kdo sem, kaj počnem in tako naprej, ampak v bistvu si mislijo, da ta sploh še kaj poje, a ta sploh še kaj dela, ustvarja. Vemo, da poje, vemo, da nastopa tukaj, pa tam pa leva desno, ker jaz imam še zmeraj letno 70 do 90 nastopov, tako ali drugače, vključno s tistimi, ki pridem kot presenečenje recimo na poroko, ki je recimo kako se reče, nevesta, moja velika fenica in je ful presenečenje, to jaz vse štejem zraven. Nastop je. Nastop je, ampak v bistvu ne pridem pa več v bistvu zraven tistih izvajalcev, s katerimi sem jaz nastopil včasih. Jaz sem z Bigfoot mamo imel kar nekaj špilov, recimo Šankroki sem imel kar nekaj špilov, z Dan.de sem imel kar nekaj špilov. Ampak potem se je to kar nekako zgubil. Ne vem čisto točno od kje pa zakaj, ampak se pravi, imel sem ogromen enih razlogov, da sem rekel, to ni zame, to je vse skupaj zahrbtno, ampak to je life. Posod je tako. Posod je tako, da so oportunisti, posod je tako, da so ljudje zahrbtni. Preden smo začeli snemati, si mi povedal eno zgodbo, ki me čisto nič ni presenetila, čeprav me je presenetila, bom rekel. Ampak to so stvari, ki se pač dogajajo v kjerkoli fohu, ne samo v muziki. In jaz sem takrat, ne vem zakaj, sem rekel ne, tega se jaz ne grem in sem v bistvu to malo opustil, band sem opustil in sem začel z vsemi mogočimi drugimi stvarmi ukvarjati, začel delati kompromise in sem se rekel, zdaj pa tega dosti. Zdaj vidim, da scena spet sveti in bom probal prelesti nazaj.
Kompromis, ja. Prej si omenil London, pa se lahko lepo navežemo. Ne? Ko je enkrat zasičen trg, ne, je lažje kompromise sprejemati, če veš, kaj mislim. Se pravi... Bolj si prisilen v njih. Ja, se to, ampak lažje, takrat je lažje si reči, te pa bom. Ja, to se pa strinjam. Te pa bom, če vsi, ne, enemu tam je ratalo, pa še enemu tam je ratalo, sem videl, ko dela na, ne vem kaj, recimo banalni primer, na TikToku bedarije snema. In zdaj zaradi tega ima polne koncerte, kar nima niti male veze z muziko, ampak on neki snema, obleče se strašilo, pa govori v čudnem naglasu, naprimer. Ajde, ne? To je zdaj banalni primer, ker se malo dotika muzike, pri kateri kompromise sprejemaš. Ja. Ampak kaj je bilo tebi to, ko si začel kompromise spremenjati? Kaj si čutil? V bistvu sem se čutil... Zdelo se mi je, kot da sem sam sebe izdal. Ampak sem to potlačil v sebi, sem rekel, pa dobro, pa sej stariš, kakšen privilegij je, da si ti lahko živiš od glasbe. To si vsak glasbenik v Sloveniji lahko samo želi. Ne, ampak je pa res, da te nehaj izpolnjevati to. Ne? A veš, v bistvu delaš stvari, ki niso čist to, kar si ti. Začneš delati stvari, kjer v bistvu pokažeš, da si dober pevec, da si dober vokalist, ampak ni moja osnova to, da sem jaz dober vokalist. Za moje pojme je moja osnova to, da znam napisati dobre komade in da sem dober avtor. Čeprav tega že nekaj časa nisem pokazal, ampak to predvsem zaradi tega, ker sem to opustil. Jaz sem ogromno enih komadov v predalu, ker sem čakal na ta pravi trenutek, ampak sem si rekel, lej, že v redu, bomo že, ampak zdaj pa vidim, da v bistvu scena ful cveti in ima ful smisel to. Ne? In sem se zdaj pred kratkim z založbo dogovoril za novo ploščo, ki bo, kot sem rekel, išla v prvi polovici tega leta, oziroma naslednjega, 2023. Si pokazal en komad, pa je res, ja. Tvoje začetki, ne? Ja, moje začetki. In se mi zdi, da v bistvu komorkoli pokažem, reče, wow, to pa nisem pričakoval po tolikih letih od tebe, da boš tak, kakršen si bil takrat. Ampak to sem v resnici jaz. Ne? Tako da poskušam biti čim bolj iskren in pristen zdaj v tem obdobju, ko ustvarjam stvari za novo ploščo. Pa še nekaj sem jaz zelo, zelo opustil. Dolg časa se mi ni zdel toliko pomemben, o čem poješ. Nisem mi zdel pomemben tekst. Zdel se mi je, da je treba pokazati svoj vokal in to je to. Karkoli že poješ, je že v redu. Ampak je ful narobe to mišljenje. Še posebej eksplicitno v Sloveniji, verjamem, da še kje, opažam, da je ful pomembno, kakšne tekste imaš, o čem govoriš. Recimo imaš kakšne komade, ne bom jih omenil, ker jih bom užalil. Komade, ki so recimo čist bedni, ampak imajo toliko catchy tekst, da jih cela Slovenija poje na polno, na vsakem špilu, na vsakem koraku, vsakič, v vsaki diskoteki. Zato, ker so to v bistvu komadi, ki imajo ful catchy tekste. Brizgalna brizga? Recimo, nisem tega sicer mislil, ne, ampak hočem reči, da v bistvu glasbeno niso toliko ekspresivni ali pa nima nobene umetniške vrednosti. Presežka, ja. Nobenega presežka, nič, da bi rekel zdaj, ali pa ne vem, harmonija, ali pa lepa melodija, ali pa dober aranžma, ali pa ne vem, huda produkcija. Ne, stari. Ne. Dober tekst. Pa lahko je samo dober, lahko je samo dober line, ali pa ne vem, dobra besedna zveza. In dovolj, da se potem ljudje s tem poistovetijo in karkoli naprej poješ, je že v redu. Sploh nima veze. Samo, da je ta dobra linija oziroma ta neka originalnost konteksta, hook, ampak tekstovno. Ne govorim ti o ne govorim ti o melodiki. Govorim ti o tekstu. Ne? O zgodbi, ki je sicer lahko zaviješ v nekaj, kar vsak si nekaj svojega lahko predstavlja, kot to zelo, zelo dobro dela Siddharta. Ja. Ko je zelo tako meglo zavito, kaj je in vsak si lahko nekaj svojega iz svoje izkušnje. To se v bistvu strinjam, samo oni imajo eno prednost pred vsemi, za moje pojme. Oni se zelo ukvarjajo z zvočno podobo in zvočno sliko in z umetniško vrednostjo samega zvočnega izdelka. Na to pa dajo še tak tekst, kjer si lahko vsak svoje misle. Čeprav jaz poznam Tomija, pa sem ga vprašal za par tekstov in mi je razložil, recimo za kakšen komad, kaj pomeni. Ne? In vidim, da v bistvu tip točno ve, kaj hoče povedati z določenim komadom in nikoli ni neki zavito tančico ali pa omeglico, da boš ti že sam po svoje razmišljal. Ni to mutna voda. Ni s tem namenom naredil, ampak je v tako naredil. No, bravo, to si dobro povedal. Ni narejen s tem namenom, ampak dejansko je toliko enih komparacij, da si vsak lahko misli kakšno svojo stvar. Kar je
bogat tekst. Ja, pa Ne? tudi v bistvu zelo velika dodana vrednost. Jaz sem za en komad, s katerim sem se tako nenormalno poistovetil. Ne vem naslova, nemirno spim, v slamo sem pokrit, z luknami v čeveljcih, posmeh sem njim. Wow, kako mi je to dober tekst. Jaz sem se tako poistovetil in sem si svojo zgodbico iz tega naredil. Pa sem pa njega vprašal, daj povej mi, kaj ta tekst pomeni. Mi je povedal čist neko paralelno zgodbo, ki nima veze z mojo. In v bistvu lahko totalno potrdim tvojo tezo. Vsak si misli svoje. Ampak on misli pa eno svojo določeno tematiko. Ne? Tako. Ja. Tako da, ja, se v bistvu kar strinjam. Ne? Ampak za moje pojme najbolj pomemben v Sloveniji pač dober tekst. To je nenormalno pomembno in jaz dolg časa tega nisem, ne da nisem dojel, ampak nisem polagal nobene pozornosti na to. Ne? Še ena stvar, ko je v Sloveniji, so narečja, ki so dokaj trda. Čeprav slovenščina tudi sama v sebi je dokaj trda, ker dejansko je umetni jezik, ker se govori se na univerzah, redko kdo uporablja res redno čisto pravo slovenščino. Ja. In tudi nareta je bila kot nek skupek, neko prilagajanje vsega, zato je malo trda, tako pravijo glasbeniki, ki pišejo tekste. Ja. Narečja pa so ena trša, ena bolj melodična, ampak imamo zelo malo narečnih dejansko izvajalcev, razen v narodno-zabavni muziki, tam jih je dost. Ja, tam je drugače. Ampak drugače pa nekako vsi grejo v to neko, bi rekel, dokaj pravilno slovenščino z primesjo ljubljanščine v bistvu. Ko ne gre, pa če rečeš slengovsko oziroma narečno. Ja, zastopam, ja. Mislim, kot prvo se moram totalno strinjati s tabo, to je slovenščina je skupek vsega. Imamo seveda hrvaških vplivov, imamo italijanske vplive, imamo avstrijske vplive in imamo tudi ogrske oziroma pač mađarske vplive. Ne? Ampak to zaradi tega, ker v bistvu območje Slovenije je eno centro sveta. Nad sabo imamo germanski svet, pod sabo imamo slovanski svet, levo od sebe imamo latinski svet in desno imamo ogrski svet. Stari. To je eno centro sveta in v bistvu eno centrov, kako se reče, trgovskih centrov, ne? Tukaj je ful trgovskih potišlo, ne? In je jasno, da je zaradi tega v bistvu slovenščina skupek vsega tega, čeprav je še zmer poseben jezik sam zase, ampak se bom kar strinjal, da je mečken trd prav zaradi teh stvari. Ne? Ampak sem ugotovil, da s časoma sem ugotovil, da v bistvu je to za marsikjerega glasbenika v Sloveniji predvsem izgovor, da ne piše melodičnih tekstov. Ne? Lepo gledaj, recimo zdaj Joker Out. To so fantastični teksti. Oni so recimo za moje pojme pokazali totalen presežek, kar se tiče sporočilnosti. Recimo pred njimi Siddharta, 25 let pred njimi, Siddharta je tudi ogromno povedala z dobrimi teksti, sicer ogromno enih komparacij, ampak v vsakem primeru. To so bili teksti, ki so bili zelo melodični. No, in zelo težko potrdim 100%, da rečem, da je to trd jezik. Tudi jaz dajem več poudarka na tekste, kot sem dajal recimo včasih in se mi zdi, da moji teksti zdaj bolj zvenijo, kot so zveneli včasih. Jaz sem včasih gledal samo na to, da ne zvenijo preveč trdo, zdaj pa gledam na to, da najprej prvo, kaj povejo, da so originalni, to sta dve različne stvari, da kaj dobrega povejo, da so originalni, potem pa gledam tudi na to, da je to melodično. Ne? In to, da ne moreš vseh treh bom rekel, elementov spraviti v eno skupno kombinacijo, to je samo izgovor. Se strinjam. Mislim, še dodal bi band Zabluno generacijo pri tem. Oni so tudi znali to res v neki punk rock, skate punk rock spraviti, ko je bilo tako wow, je bilo res pevno, da je bilo noro. In se da, to je finta. Je težje, verjamem, da je težje, ampak se da in eni so uspeli, tako da sorry, ne moreš reči, da ne gre. Ne gre, moramo delati v angleščini, ker ne gre. Mislim... Ne, veš kaj, jaz mislim, da slovenski izvajalci pišemo veliko v angleščini, zaradi tega, ker smo nekako na nek način zafrustrirani, ker se zavedamo majhnosti našega prostora in bi radi šli ven. In bi radi stvari naredili odzun. Če me štekaš, in bi radi uspeli odzun. To smo poskušali čisto vsi. Poskušali so Šankrok, ki so šli v Ameriko snemati, poskušali so Siddharta, zdaj poskušajo Joker Out, čeprav jaz mislim, da bo Joker Outom uspelo.
Ne sam, da mislim, da jim bo uspelo. Jaz sem šel z Bojanom Stout, da jim bo uspelo. Je kaj on rekel? Dal je roko, pa je rekel, ajde, da te vidimo. Ne? Oziroma, ajde, da vidimo tvoje napoved. On je predvsem ne samo zelo dober glasbenik, pa pevec, pa frontman, on je pameten. On v bistvu dela zelo, zelo z glavo. On vleče prave poteze, odloča se za prave stvari. Se strinjam, smo ga imela tu, pa... Vem, se zato ga omenjamo. Glede na mladost, jaz nisem tak študiral. 23 let, nobeni, on je v bistvu nas vse našišal. Zaradi tega jaz mislim, da zaradi tega, ker vleče prave odločitve, oziroma prave poteze, bolj prave, kot jih je kdorkoli do zdaj. Nima dost veze muska. Muska je že v redu, ampak ne igra toliko vloge kot to, da fantje vlečejo res najboljše možne poteze zase. Hvala Bogu. Seveda, hvala Bogu. Pa še ena stvar, on v bistvu se zaveda, da se ne bova zdaj o njemu preveč, ampak on se zaveda, da je bilo škoda ne izkoristiti potencijala, ki ga on ima in ki ga Joker Out nosi. In zaradi tega mislim, da bo uspel. Ampak bila je ta frustracija, se spomnite, so vsi govorili, da so v Sloveniji, ne gre, ne more. Bila floskula, moraš iti ven, da priješ nazaj v pol uspe, Ampak prvi znanilec tega je za mene so bili Happy McQuisley. Ker jaz sem skozi gledal, pa kar so to neki Irci, ko špilajo skozi Slovenije. Jaz mislim, da so Irci. In pol so pač tu, z Maribora so dansko. In potem, tako se rekel, zdaj pa scena cveti. Zdaj pa imaš full bandov, ne moreš vseh obrajtati, toliko jih je, pa vsi neki delajo. Pa mislim, da... Ajde, seveda, zato so zaslužni talenti, delo, pravilne poteze, ampak tudi Val 202. Tudi, ampak ne samo. Oziroma, kot bi rekel v osnovni šoli, ne samo, ampak tudi. Jaz bi rekel, da ampak to je samo ena od 85 postaj. Sicer imajo ogromen doseg, zaradi tega, ker so nacionalna televizija in lovijo, če ne drugega, tudi v tunelih, kot nobena druga radijska postaja. Veliko je to, da so nacionalka, pa da imajo ogromenih frekvenc, mislim ogromen, več njih in da lovijo povsod, pa da so zaradi tega tudi vplivni. Ampak ful je enih drugih postaj, vključno z Radiem 1, ker se mi zdi, da so še bolj poslušani kot recimo radio Val 202, ki ne posvečajo toliko pozornosti novi slovenski glasbi oziroma slovenski glasbi nasplošno kot Val 202. Val 202 pomaga, Val 202 podpira in Val 202 vpliva, sigurno. Ampak mislim, da ne toliko, zaradi tega, ker to je v bistvu še zmer za, ne bom rekel starejše poslušalce, ampak ne najmlajše poslušalce, ne za poslušalce pod 35 let in to so ljudje, ki manj hodijo na koncerte kot recimo ostali. Ne, iz tega vidika sem gledal, da vedno, ko sem čul za nek band, prvič mogoče vedno vidiš na Facebooku nek dogodek. Tam na Štuku eni špilajo, Kokosi, na primer. Ja. To je nekdo, ok, super. Ampak pa sem vedno čul na Valu 202, da so jih oni prvič dali v eter in da so meni preleteli na radar, šele takrat, ko sem čul na Valu 202. Razumem, začetki teh bendov so lažji zaradi tega radija, tak mislim. To bom lahko, mislim po moje, da lahko potrdim, ker jaz v bistvu, če po pravic povem, ne vem dovolj, da bi lahko kaj tacga zanikal, ker, jaz sem ful bolj obremenjen s svojo glasbo. Sem bolj obremenjen s tem, kaj jaz počnem, in zadnje čase ful manj muzike poslušam in ful manj radija poslušam, odkar imamo internet, In se posvečam stvarem, ki so moje, svojim komadom, svojim, bom rekel, tekstom, zvočni podobi, kaj bom naredil, še posebej zdaj zadnje par mesecev, ko vem, da bom pač v naslednjem letu izdal ploščo. Po 7 letih, moj bog. Ampak ne polagam toliko pozornosti na, bom rekel, to, kaj se vrti po radijskih postajah, zaradi tega, ker ponavadi je bilo tako. Še danes je recimo tako, ko so sedem v avto, pa pridem do vaju, ko dam radio, po 10 sekundah šaltam in sam čakam, da mi bo kaj všeč
pa kar še šaltam, pa rečem, ok, ajde bom poslušal, ne, kaj bo, kar je pa je. In če mi v bistvu res do konca presede, potem imam tišino ali si pa dam nekaj pač, iz telefona. Ne. Mislim, da temu botruje predvsem to, da sem ful obremenjen s tem, kaj jaz hočem, kaj jaz pišem, kaj hočem jaz povedati. Ne. In zaradi tega manj spremljam, kot bi mogoče sicer lahko, oziroma kot bi moral. Glede na to, sem slovenski pač izvajalec pevca. Ne. Pa ni, se ne bi strinjal, ko si enkrat v kreativnem procesu in ko spravljaš to silo ven, pol si brez kompromisa. Mislim, moraš biti, če ne si butast. Ne. Pač Ja, enostavno. Ja. Aha, ok. Ja, imaš prav po svoje, valjda. Ja, mislim, po eni strani nočeš imeti vplivov, pa po drugi strani te niti ne zanima, niti ne prideš tja. Kreativa ti jemlje fokus iz vsega ostalega. In to je glih on moment, ko se stvari rodijo, tako se morajo roditi. Da se rekel brezkompromisno. Ne. Si govoril, mogoče sem daj delal to zato, da se je to splačalo bolj, ampak tista sila ni bila fokusirana. Ne. Itak. In ja, čisto takoj, ko si začel govoriti, ja, meni tudi ne, da ne poslušaš to, se ne moreš, ne. Itek preveč države dobimo, plus tega, ko se hočeš fokusirati, jih omejiš totalno. Pa ful se je težko, dejansko se je ful težko fokusirati, zaradi tega, ko vse, kar delamo, je danes 5 sekund, 10 sekund, recimo, ne vem, Instagram, TikTok, Facebook, story, sam hodiš naprej, kaj se dogaja, what's next. In potem so tvoji možgani tako navajeni tega dopamina, kaj bo zdaj, kaj se bo zgodilo, ne? Da v bistvu smo si ta dopamin sistem nekako scvrli. Porušili smo se, ne? In v bistvu sem jaz sam pre sebe gotovo, a veš, ker recimo malo programiram, ne vem, svojo glasbo, pa malo snemam, pa malo aranžiram, pa kaj bi tukaj posnemam. Po enih 20 minutah imam dosti in rabim pauzo. Razumeš? In kar je čisto narobe. In sem se zdaj s časoma, z meseci naučil, da ne daj vsaj enih 45 minut potrp, brez pauze, da prideš do nekega rezultata, potem pa, ko imaš vsega dovolj, prekin, ampak ne iti potem na TikTok ali pa na Instagram. Ne, pa si narediti čaj. Sprehod. Ja, ampak tako, 5-10 minut ali pa ne vem, ne pa na telefon pa spet, kaj bo, kaj je to. Brez veze, nima nobenega smisla to. Ne? In v bistvu spet delaš to, prej si delal na tem, da boš imel fokus, zdaj pa delaš na tem, da si boš fokus spet zbal. Ne, pet pa si lepo skuhi jajca, ali pa ne vem, nared si čaj, kar nekaj govorim, karkoli, na sprehod tudi recimo, ne? Ali pa pet nared 10 sklec, boljš kad iti na TikTok, ali pa kaj, no, sej jaz TikToka sicer ne uporabljam kaj dosti sploha, ne? Ampak you know what I mean. Ja, ne iti spet po drogo, ne? Ja, je droga. Pač dejansko ti zbije tisto, kar si naredil. Ja. Zakaj sem rekel sprehod? Zato, ker je meni kreativni proces je najboljši, da sedim, pa res sit down, delaš, pa nič ne delaš, v bistvu nič ne gre na papir, nič. Aha, ok. Pa grem sprehod. Ali pa, da hodim po stanovanju, pa si ponavljam material. V bistvu si ga ponavljam, kot da se ga piflam, ampak si ga samo interpretacije si kalibriram. Dobra. In pol pride ideja tak ven. Veš, pa lahko samo ena beseda. Hudo. Lahko je samo ena beseda, lahko je samo zamenjan ritem v stavku, ampak spremeni in si tak, tole bo. Ful se istovetno s tem, kar govoriš, kar govor. Ja, se veš, kak je, ko neki sam pade noter v sestavljanje, se tak, tole bo, to vem, da bo. Ker se isto podobno je, za glasbenike, ti napišeš komad, ne veš, da bo plesali, ampak čutiš, ker komad je plesen. Podobno je tu v govorjeni besedi, oziroma stand-upu je pač, ok, tole bi moglo iti, tole bi moglo iti skozi. No, tle sem jaz delal napako. Jaz sem imel nič koliko komadov, ker sem imel tak potencial, sem rekel, da to mora biti, čakaj, kako bi to naredil. Čak, kva sem že mislil? Dej, bom že. Narobe. Čak, da vidim, kva je na YouTube noga. Gotovo, je šlo mimo. In zdaj sem si pa rekel, nekaj, kar je, se takoj posnamam na telefon. Recimo, prele sva z Juretom imela tak moment. Jaz sem prijel kitaro, pa kar iz lepega mi je padla na misel ena nova melodija, en full catchy refren. In recimo tega eno leto ali pa 2 leti nazaj ne bi nikoli šel, čak, to bom pa posnel.
sem posnel. Zdaj se te melodije ne spomnim, ampak imam posneto. Sem jo imaš, ne? Jo imam, ne, na ta način. Pa boš vedel, neki boš že špil, moč ne veš, kjer akordi si verjel, ampak se jih boš spomnil prej, slej, ko boš valjda, ampak govorim ti samo čisti osnovi. To, kar se ti nekaj zgodi, kot sem rekel, ena besedna zveza. Ena besedna zveza. Se lahko povem, recimo, prej smo poslušali moj novi demo, ki ga bom verjetno imel tudi za single, ne? Imenuje se Poseben model, ne? Zgodilo se je to, ne vem, na nekem žuru, ko sem jaz, po moje, prišel do ene punce, po moje je bilo tako, ne vem, ni prišla ona do mene. In sem ji začel nekaj razlagati. Spil sem predtem kakšne 2 piva in valjda sem pogumno, ne vem, razlagal nekaj, sploh se ne spomnim, kaj so se pogovarjala, ampak ona mi je potem tako pokroviteljsko pogledala, pa me je pobožala v poličku, pa rekla, koliko si ti poseben model, in je šla. Ampak meni je bilo to komično, jaz nisem bil užaljen, valjda reagira, kakor hočem, ampak jaz nisem nikoli da bi rekel, da sem zloben v pogovoru s puncami ali pa karkoli, ampak pač nekaj začneš govoriti, ali si prijazen, nima veze, kako peleš svojo igro in potem punca te pogleda, pa ti reče, koliko si ti poseben model, pa te tako poboža poličko in sem si rekel, kva se je pa zdaj to zgodilo, model, ne, nisi mi tega naredila. Shit, in jaz sem hodil domov pol in sem bil že ful zmatran in sem rekel, čak, preden grem jaz spat, telefon ven in sem začel, jaz sem poseben model, v poseben hotel in pa sem to ugasnil, sem rekel, grem jaz spat in sem šel spat zmatran in naslednji jutro sem se zbudil in jaz sem čist pozabil na ta komad. Čist sem pozabil. In potem sem šel nekaj gledati po telefonu in sem rekel, čakaj, kaj pa to? To je unkom, ne, kjer line, hudo, da jaz to vidim. A to sem zapel, the best. In sem se usedel in sem rekel, super, delal sem 3-4 ure frej, preden karkoli, in sem odprl računalnik in sem začel to programirati in sem rekel, koliko dober. Razumeš, ne? Tega v prejšnjih letih nikoli nisem naredil, ker so mi ideje skozi kaplale, pa itak jih je pa sem rekel, koliko je dobre, sem nikoli nisem delal na njej. Pa sem rekel, zdaj pa bom delal na vsaki taki ideji. Meni se je tako zgodilo, ko sem imel prometno nesrečo s policaji. Prometno nesrečo s policaji si imel? 2 sta se v mene zaletela. Ne. Sem komedija, sem plas je bil, jaz sem... Kakšen plas komedije, kva? Plas idej. Res? Si lahko jaz to pišem, to so vse za punchline. Lahko jaz to nekako... the best. Veš ono, ko ne moreš spati, jaz sem celo noč še pisal pol. Wow, hudo. Veš kaj je to? Jaz sem prišel domov in sem rekel, takoj papir, takoj pisati. Ono je bilo prej, prvo moraš razumeti, tudi oni so ljudje in tudi oni naredijo. Ne, čist. Pa veš, koliko več so oni na cestah, ne? Sem z policajem, na koncu zaključim ta bit z policajem, hvala lepo, sem policajem, by the way, vem, da sem se vas prvošil, ampak glej, to je bila preveč idealna prilika, da bi spustil, ne, tega, sorry, ampak mislim, čist človeško, ne, mislim, pač bedarijo naredil to naredil, ne, čist, vsak mu bi se lahko naredil skorno, ampak jaz sem letelo, prije komandir, da policajo zapihati in gledaš policaja, ko piha. In gledaš policaja, ki daje policajo zapihati, kako piha. Policaja daje policajo. Ja. Shit, koliko dobre. Ne smete on obravnavati sam, veš, kar je logično, ne? Ne može biti v postopku. Še posebej, če bi on kriv, ne? Tudi, niti sodelavec, ki je bil zraven, ampak mora komandir, by the way, komandir doma spi, oni niso dežurni, ne? Jezen prišel, ne? Jaz mi je sam, pa kaj si ti, jaz sem imel pravno, pa kaj si lahko jaz to pišem. Dej, a zakaj si pisal? Ne, res mi je bilo malo nerodno. Veš kaj je bilo tudi ful je bila čudna situacija, ker sta ona 2 rikvercala sredi glavne ceste nazaj v mene. Sta hodila nazaj, pa do ene gostilne noti. In v glavnem, ona 2 sta, ne, če bi ona 2 rekla, mi smo počakali, pa si se ti vnajo za leto, doben meni ne bi verjel, da sta ona 2 rikvercala nazaj. Kapiraš, ne? Vsi bi rekli, nisi imel varnostne razdalje, ona 2 sta imela žmigovce. Doben meni. In mene je bilo ful strah, ne. Mene je bilo tako, jaz sem slikal vse, ko je Bek pogledal, smo sliko značko, tablico, vse sem imel slikano, ne.
za vsak slučaj. Ne. Ja. Čeprav mi nič ne bi pomagalo, če bi rekel tisto, kar sem malo prej rekel, da ti si bil kriv, bi rekel, komod bi bilo. Je bilo ful strah, zato se nisem pa šel pisati ali pa na diktafon snemati, ampak ono glami je, dela glami je hotelo raznesti. The best. Tuk idej, tuk vsega. Tako zdaj pomislim nazaj, mislim, da dobenega punchline nisem spustil, ko se je zgodil, ne. Ker itak je to šlo celo noč, je to laufalo, to sem pisal. To hočem slišati, enkrat pridem na tvoj Prid enkrat. stand-up. Ja, pardon. Prid enkrat, tam zihar tam povabo, no. The best. Sploh v Ljubljani pa to. In je pol, ja, veš ono, ko napišeš si uvod, ne, Ja. in pol si daš tek 3-4 vrstice fraj, napišeš naslednji stavek. Zato, da ko bo šel nazaj, se još spomnil, boš spet imel malo frajne. Mene je zmanjkovalo tu vmes placa, bolj že to, ki je bilo vsega svira. Še to, še nazaj. Celo stran popisal, pa sem tako ono. In pol karantena 8 mesecev. Shit. Direkt, ne, oziroma, to je bil predzadnji nastop v soboto, v torek smo bili na Tobačni v Činčinu, ker je bil open mic, pa sem šel čez neke druge stvari probavati, pa sem bil tek, a bi to probo? Ne mi reči, da nisi. Sem, ampak je bilo tako, veš, ono, vse je šlo cool, in potem sem bil tako, ker je šlo vse cool, bom še to probo. In je bilo tako, nekaj sem pozabil, nekaj sem spustil, nekaj, veš, hitro zamešaš nekaj in več ni zgodba smiselna, grade, a ni več bolj smešno, ne, pa sem bil tako, hvala lepa, adijo, ne. In pol pa se prav spomnim, ja, pa sem to pisal, pa doma sem imel, tako pravno, tako da imaš $1 milijon, imaš sam ne moreš jih zapraviti. Ne? Ja, zdaj si prav predstavljam tole, ki zdaj le govoriš. Prav zgodbo si mi lepo narisal. Ja. Ja, in potem prvi nastop doma v Konicah, Patriot. Ne? Ja. Malo slabi pogoji, zunaj, precej svetlo, ker je bilo že poleti, jaz nekaj ogrevam, pa je dam prvič to zgodbo v resnici na oder. Pa ni bilo, ne. Tak, fuck, ne. Drugič je bilo nekaj že v Kopru. Okay. Isto, tako ono, čudno vzdušje, veš, takoj po koroni, noter, ko bi žela blizu. Oni so tudi zelo patrioti, ne? Oni imajo zelo radi Primorce, pa mečken manj ostale, ki smo izven Primorske. Ampak to se mi ne zdi slaba stvar, ne? Oni se imajo za Istrijane, v bistvu. Ja. Ne toliko za Primorce, severna Primorska je za njih čist nekaj drugega. Ja, v bistvu se strinjam, ja. Hočem reči, da oni so zelo zahtevna publika tudi koncev, ne? Pa tam v tem klubu CMK v Kopru fulne, to je ena boljših publik v Sloveniji za odprte mikrofone, ker priješ sprobavati materialne. Aha. Ful se smejo, se ni važno. In pol tretji nastop je bil Lent. Ok. In je tek, gremo vse ali nič, ne, zabavim. Ja, pa stari zmer moraš na vse ali nič. In je šlo, sem eksplodirala. Od tistega pol ni več padlo do enega čudnega večera v Urban Gardenu, takrat, ko je bilo tak sem, če to je smešno, pizda. To se 5krat je bilo smešno, 6. ni, fuck you, vi ste krivi. Ja. Veš, včasih res pride nek čuden večer, ko pač, ono se ne smejo in se tak pač... Res, shit, ja. Ja, ne, res je čudno. Ali so vam mogoče, veš kaj, zelo hitro te stvari zaokrožijo. Vi ste v bistvu v neprednosti. Ja, zaradi tega. Zaradi stand-up komiki, ki skozi ene niste fore govoriš. Recimo, band, izvajalc, Siddharta, stari, jaz sem bil na njihovih 25 koncertih že v življenju, jaz sem fan njihov. Oni so meni naredili takrat revolucijo. To je bilo meni totalni presežek in totalni preskok do tistega trenutka, ko so oni prišli. Predtem je bilo vse tako slovenska scena, ok, ampak nič ni pa svetskega od Slovencev, ampak pa so pa oni prišli, sem rekel, wow. Jaz vsakič na čisto vseh komadih uživam, ki vsakič jih mečken drugač zapakirajo, vsakič mečken drugač zvenijo, vsakič to mi mečken drugač pojejo, vsakič mečken drugač, bom rekel, komunicira s publiko. Mal drugačen je lightning, mal drugačen je ozvočenje, mal drugačen je plec in drugač zveni in Pri vas je pa tako. Tvoj punchline je tvoja fora. Gotovo. Ni razlik, kakšen ozvočenje je. Drugič ni več tak smešno. Ja, točno to ne. Ja, ampak ti si glasbenik, ti te stvari opaziš. Ja. Blaj, ki niti ne, ampak jim je isti komat, pojdi iz mene v toplice. In ima bomba. Neki čustvo komat zbudi v tebi in ti je fajn. In si, to je. Ali pa doma poslušaš in pol si prvič uživa in ti je bomba. Tako si rekel, pri stand-upu je kontra. Ne? Tam drugi čuješ en vic, ni več tak smešen. Redki so oni, da jih hočejo večkrat čuti. To se mi gleda danes fucking naredilo.
Okay. Sem bil v Žalcu prejšnji četrtek, polna dvorana in res prijem gor, pa je bilo res eden od najboljših nastopov v življenju. Ne, wow. Folk, Danes. Ne, to bo prejšnji četrtek. Ja, pardon. In seveda v teatru imaš ti popolne pogoje, ne? Vsi sedijo, tebe gledajo, prišli plačali so, da prijo komedijo gledati, ti si pod lučjo, ti imaš mikrofon, zmago si, ne? In grem polja med ljudmi, ful se meni, smo zakon, kolo to res, jaz smo posnetek, kažem, vse je noro, ne? Aha. Danes pa pridem na eno privatko, kjer je vse osvetljeno, veš, ker vsi smo svetli, oni so glika jedli, sploh niso vedeli, da prijem. In brez mikrofona, sicer ful mala soba, tako da se je dalo delati na ta način, ampak začne govoriti, pa ne vem, kaj je že gospod rekel, pa ga nekaj vprašam, pa reče, saj sem te zadnjič v Žalcu videl. Pa sem tako vedel, danes se ne boš imel tako fajn, ker so pogoji zamenjeni, ne? Pa drugič je isti material. Ne? In pol je bil na koncu bil tako malo, ker sem zadnjič bilo boljši. A res? Ja, tako da... Cool, da je povedal. Ja, nekaj smo se zamenjali, tako v 2-3 sekundah smo bila že kar v njem sem bil. Ne. Mislim, da sem sam prišel gor, pa sem sam nazdrav vsem z kozarcem in potem sem nekaj začel govoriti in pogledam tega gospoda in on mi reče, jaz sem že zadnjič bil v Žalcu, pa sem bil tak, zadnjič sem fajn, da se ne boš. Ja, a si mu to povedal? Ne, nisem mu tega rekel, ampak je lahko bi mu stari, za foro, ne? On je šel dejansko, ja, sam ne moreš, veš kaj, ko te nekdo plača, ne moreš reči, danes ne bo tako fajn. Aha, ok, ne, ampak to bi bilo lahko dobra fora, ampak bi mogel tako zapakirati. Mogo bi zapakirati, sam ni v tistem trenutku, ja, pa nisem. Kakorkoli, vem, da je bilo tako, da je gospod, protek, a se ti je danes ponesrečilo, a se ti je zadnjič usralo, ne? Nekaj od tega. Dobro. Nekaj od tega je. Okay. Ampak ja, to sem te prehodil vprašati. Kreativni proces, tako se rekel, zdaj si pišeš oziroma si snemaš. Ne? Ja. Kako si razvijal svoj kreativni proces, že od malega mogoče? Jaz sem v bistvu začel, ko sem ugotovil, da je v meni notranja potreba po tem, da se glasbeno izražam. Se pravi, da pišem pesmi, da pišem tekste, da gruntam akorde, da iščem lepe melodije, da iščem svojo originalnost, da se naredim kot izvajalec in kot pevec in kot avtor. Stari, to sem bil star po mojih 16 let in iz mene je takoj začel špricati na polno. Jaz sem ti prej omenil. Prvič, ko sem slišal skladbo Basket Case od Green Day, takrat sem rekel, jaz hočem biti glasbenik, ampak jaz si nisem rekel, jaz hočem biti zvezda. Jaz si nisem rekel, jaz hočem biti kitarist. Jaz nisem rekel, jaz hočem imeti velik babe, punc. Pa si tudi nisem rekel, jaz se smejem. Jaz si pojem Basket Case. Aha, Basket Case. Jaz si tudi nisem rekel, jaz hočem biti slaven. Ali pa hočem biti karkoli. Jaz sem si rekel, moje življenje bo pisanje pesmi, ki bojo čist samo moje in drugačne od vsega ostalega, kar sem kadarkoli do zdaj slišal. In jaz sem takrat pa začel pisati te pesmi in vsakič, ko sem prišel iz šole, sem že imel melodije v glavi, kako jih bom naredil in potem sem prišel domov in sem prijel kitaro in sem na to napisal nek tekst, neko osnovo in valjda sem si kupil diktafon na kasete. Zdaj, to je bilo 20 let, moj bog, 25 let nazaj. Shit. 16-17 let sem bil star in sem imel vse na diktafonu posnet, bil sem star 16, 17, 18, 19, 20. To so bila moja leta čistega ustvarjanja in vsak dan sem jaz lahko napisal tudi po 3 komade. Ker je toliko špricali iz mene, ker sem rekel, koliko sem nadarjen. Ampak dolg časa je trajalo, preden sem prišel do tega, kaj lahko, the possibilities, kaj mi vse lahko gre. Ampak pa sem v bistvu gotovo, da to ni toliko pomembno kot to, za kakšne stvari se odločaš, s kakšnimi ljudmi boš delal, kakšne poteze vleči, kakšne odločitve sprejemati in tako naprej. Sem rekel, sam komadi, demo. In pa sem v nekem momentu videl, stari, da to ne pele nikamor, da to ni dovolj, tako bom rekel, pele že in imel sem imel, ne vem, 150 komadov spisanih za prvo plato, za prvo ploščo, ne? In pa sem sam zbral tistih, ne vem, 12 ali koliko, 10, ne vem, spomnim se, najboljših in smo jih pač spravili na
na ploščo, that's it. Ne? Takrat sem si v bistvu že vse na diktafon spravil in jaz imam v bistvu še danes te kasete doma, ki jih že dolgo nisem poslušal. In potem sem ta proces opustil, ker sem mislil, da v bistvu ni pomemben in da je pomembno samo to, kakšne odločitve sprejemaš in kaj se odločaš. In sem v bistvu zamenil ploščo, čist. Sem rekel, ne, zdaj to treba samo v posel obrniti. Čist narobe, oboje je pomembno. In sem opustil to, da bi... Nehal sem pisati dobre komade, ampak začel pisati poprečne. Ne poprečne, ampak take s kompromisi. Take, ki so bili v bistvu, a bo to za na radio ali ne bo za na radio. A je preveč močno za publiko ali ni. Mene imajo rade tudi mame pa babice. Joj, če bo preveč kitar, ne bo redo. Narobe. Čist narobe. Tudi babice takrat, ko sem jaz recimo uspel leta 2005-2006. One so oboževale komad vse, kar si želiš, pa krasen dan. Pa to je ful žgal, ampak je bilo ful strastno, ful je bilo dobro narejen. Ful je bilo pristno. In pol sem s časom mečkam to zgubil. Ne? In zaradi tega sem si rekel, da sploh ne bom več. Pa da ne bo pomote, jaz še zmeraj bom šel v balade, ampak grem v pristnost. To je moja najbolj pomembna, največja vrednota, največja valuta, ki jo imam. Ker vem, da sem lahko. In vem, da sem v svoji pristnosti in iskrenosti dovolj dober, da mi bojo ljudje verjeli. Neki imamo ljudje v sebi, ko svojo kreativo bremzamo. Ne samo kreativo, tudi čisto tako nasplošno za vse ljudi, ki tudi mogoče niso kreativni na bazi vsakega dne, da se bremzaš. Tak, ne sem to reč. Da ne boš šel predelač, ne? Da ne boš koga mogoče celo malo žalil. Kaj bo pa on rekel? Ne? Ja, kaj bo pa on rekel? Kaj je to preveč, kakšni kitar, koliko kitar, pa koliko bobno, pa koliko na glas, pa zakaj ni več vokala. Pa tako, take stvari. Stari, čisto vsejenje, kaj si kdo mislil. Čisto vsejenje. Ne se kdo drug ukvarja s tem, kaj si kdo mislil o njemu. Ti, če si ustvarjalec, ne smete nobena stvar zmotati, nobeno poleno pod noge te ne sme izjebati, dobesedno. Ok, sprejemam, zelo z veseljem sprejemam konstruktivne komentarje in kritike in pripombe. Ampak mora biti konstruktivne. Imaš pa ful veliko takih, ki so negativne in destruktivne, ti povej, prosti. Ja, moraš pol vprašati, zakaj, pa ti mora dobro znati razložiti, zakaj. Seveda, a to je point. Če ti sam reče, ne, to pa ne. To se danes ne posluša. Tak zakaj ne? Ker tak je. A ti jaz povem zakaj. A ti povem zakaj. Ti kvečemo nekdo reče neko destruktivno kritiko. Čisto samo zaradi tega, ker hoče biti ti. Čisto samo zaradi tega, ker ti je fauš. Če pa vidiš, da ti človek hoče dobro, ti bo pa to zelo dobro razložil, zakaj on misli, da je to tako, da bi mogoče bilo lahko malo drugače. Takih ljudi je malo. Malo ljudi je takih, ki ti niso nikoli fauš za nobeno stvar. Jaz sem eno takih ljudi, ki ne bi nikoli bil nobenemu fauš. Ker vem poznam potencial, ki ga nosim in vem, da sem zato, da nisem tam, kjer bi mogoče lahko bil kriv čist in izključno samo sam. Ne? Ni nekdo, ki je zdaj bolj uspešen od mene, kriv za to, da je bolj uspešen od mene. Če štekaš, kaj ti hočem reči. Zaradi tega, ampak tudi jaz sem to imel. Jaz sem imel, moj bog, a veš. Prišli nazaj in veš pot tja in veš nazaj. Tako. Ni kriv nekdo iz midva, da... Ja, tako, da so zdaj oni na velikih odrih, jaz pa ne pridem zraven. Sam sem kriv. Recimo. Ampak ljudje, ki nikoli niso šli tja, pa nazaj, ne vejo tega. Exactly. Najdejo nekaj na tebi in on hoče, ali pa ona hoče najti nekaj na tebi in hoče, vidiš, vedel sem, da on tak in pol sam destruktivne kritike, ampak tudi destruktivni komentarji, ko mogoče niti ne čuješ jih, ne? Ja. Ampak to so pač, temu rečemo hejterji, ne, na internetu. Ne? Ja. In hotel sem povedati to, da pač dejansko eni, ko ne vejo, kako priti tja pa nazaj, lahko to govorijo. Ne? Če pa si šel tja pa nazaj, pa si tak, ok, I know what the game is. Ja, točno to. Vem, zakaj gre. Je pa tudi tako, jaz vem, zakaj gre. In to zelo dobro, stari. Zelo dobro. Ampak pol s časoma, ko sem se mečken umaknil, s časoma, ko sem, bom rekel, mečken zabremzil in se ustavil, ker sem imel neke izgovore, da se tega ne grem, zaradi tega, ker scena je zahrbtna in sami oportunisti in blablabla. Stari, to je svet, v katerem živiš. Sprejmi ga. Play the game. Ne?
In to sem pol s časoma pogruntil, po dolgih letih sem rekel, ne, svet je zahrbten, svet je oportunističen, to zle. Play the game, igraj igro model. Ne? In potem sem si rekel s časoma, moj bog, zakaj sem jaz zapravil, zdaj svojih par let nisem delal nič. Opustil sem band, opustil sem to, da sem si recimo dobre ideje začel snemati, ker sem si rekel, jaz sem to prerastel. Začel sem si zanikati to, v čemer sem najboljši. In sem rekel, ne, that's not what the game is about. Oh yeah, it is. A štekaš? In par stvari se mi je v življenju zgodilo, da sem si rekel, moj bog, zakaj jaz sam sebe zanikam, stari, da ne vem, zakaj se gre. Izgovor najdeš. Najdeš. Nič koliko njih. Morje, malo morje. In Steven Pressfield, berem to knjigo, The War of Art. Sem slišal, nisem še prebral, ampak sem slišal, da je... The Art of War. Ne? The War of Art. The Art of War. Ne, The Art of War, pardon, ja. War of Art je originalna. Sem slišal, ja. Mislim, da je druga knjiga še. Mislim, 2 knjigi sta. War of Art je Sun Tzu, ne? Art of War je, pa on sem omenil naslov, da je bolj playful zveni. Ne? Aha. In on govori o umetnosti, on govori o umetnosti. Resistance. Aha, sem slišal, da je to fantastična knjiga, vsi bom prebral. Ja, ampak ena je stara kitajska knjiga, to pa je zdaj nova, ameriški novelist, ki še vedno živi, je to napisal. Ne? In on govori o resistance. Ne? Resistance ti vedno govori, ne, ti nisi dovolj dober, ne? Da bi napisal nekaj. Ne? In pol napišeš in si to dokažeš, ampak resistance ti pol začne govoriti, ok, ti si to prerastel. Ne? Kapiraš? Shit, poistovetim se čisto, wow. To ti vedno išče izgovore, zato da te drži dol. Ne? Veš, ker vedno nekaj te vedno drži dol, vedno te nekaj drži v smislu, da ne skoči čez ta jarek. Ne? Ja, zato ker lahko odpadeš. Ne? Ja, lahko pa priješ na drugi strani. V bistvu je pa finta o tem, da se ti v resnici mečken bojiš ne svojega neuspeha, ampak uspeha, ker veš, da to prinese ogromno ene odgovornosti in da se treba drugače začeti obnašati in da se treba začeti obnašati odgovorno. Pa ne samo responsibility, kako se reče, vestno, vzorno se je treba začeti obnašati, pa nisi na to pripravljen, ker rad živiš malo tako v easy bolite. Ne? Ne? Ja, mislim, fajn je priti do uspeha. Ne? To je dejansko še dokaj enostavno. Držati uspeh in pol dokazovati, da si res tega. Sploh, ko pride en po desni, pa te prehiti, pa je boljši od tebe. In to se meni zgodilo. Recimo, jaz sem na začetku, mi je res ratal zelo na hitrico, a veš, bila je bitka talentov, pol je prišla Ema in pol sem kar zmagal in pol sem šel na Eurosong in pol sem plošče izdal in pol je bilo ful uspeha in pizda 150 špilov v enem letu. In Bog se usmil, to se je tako kričalo pod odrom, da je bilo hudo. In pol sem si rekel, ko sem videl par stvari, ki so se začela dogajati, ok, zdaj vem, zakaj se gre, ne rabim več tega. Ok, zdaj vidim, da je svet tukaj tudi zahrbten, pa da je v bistvu ful oportunističen, ne rabim več tega. Vem, kako je in sem to doživel in to it will forever remain with me, oziroma bom to vedno nosil s sabo, ne? Ampak tega več ne rabim, pa sem si pa rekel, stari, koliko je bil to samo izgovor, da ti ni bilo treba delati. Mogo bi reči sam in. Ja, sam all in, pa adijo. Kva je? Pa se mi je enkrat parkrat zgodilo, da nisem bil zadovoljen ali s tem, ali z unim, ali s tretjim, ali s četrtim, ali s PR-om, ali ne vem, ali z managementom, ali z bandom, ali z odnosom, ali z novinarji, ali z mediji. Ne, to je igra, igrajo. Kva je s tabo? To sem si rekel pa po dolgem cajtu, Bog se smil, da igre igro model. Vse igre. Vse igre, stari. Ej, bravo, všeč mi je, stari, ker to razumeš. Ker marsikdo tega sploh ne šteka. Ja, če pa igra, to pa pomeni, da nisi pristen. To pa pomeni, da nisi odkrit, da nisi iskren. Daj nekaj, no. Pol doben ni bil iskren do danes, nikoli, nikdar. Exactly. In te neke idealistične imajo ljudje, ko je on je pa res true. Čakaj malo. Roko raztegniti. Ja, mečkaj raztegniti, mislim, zdaj se mi je res razbolel, ampak tako je nežen tetovator, da skoraj da ne čutim, res je svaka čast. Tudi jaz tu nisem čutil. Aha, no, lej pazi to.
Te kaj mi piše na tej rami? Play. Play, stari. To je iz enega komada, ki se mu reče tako. Oziroma, ki gre tako. Gotta make a plan, gotta do what's right. Can't run around in circles if you wanna build a life, but I don't wanna for a day far away. While I'm young and while I'm able, all I wanna do is play. Stari, sam play. In jaz sem vedel, zakaj sem si to dal gor. Ne zaradi komada, ampak zato, ker sem vedel, kaj ta beseda pomeni. Zaradi sebe. Seveda, zaradi sebe. Pa sem pa zgubil pomen. Zgubil sem to, da zgubil sem znanje o tem, zakaj sem si jaz to besedo dal gor. A štekaš? Tatuje se navadiš in jih ne vidiš več. Ja, stari, žal. Prav. Evo, preprosti. Ja, kaj sem reče, da so neki te idealistični pogledi na svet, da jaz sem mojega kolega, on je true, on dela muziko, sam je dela za sebe, pa za nas in on je true, on se ni prodal. Ok, super. Sam ne razumeš, ne, pač, ne razumeš vzgiba, ki človeku govori, spravi to pred čim več ljudi, kar je ful egoistično in se čuje hashtag, mislim, navednicah na robe, ampak dokler tega začutiš, je tega ok. Ne, čutiš, da ima neka tvoja stvar ful potencial, da to lahko zabava, osreči ali pa se dotakne ful velike mase ljudi. Zakaj ne bi tega naredil? Zakaj ne bi iz nekega svojega potencijala naredil uspeh, da boš ti od tega nekaj imel? Ja, tudi na koncu si zaslužiš. Ne? Seveda. Ampak je tek, ja, tudi tukaj smo prej govorili, smo se v bistvu mogli malo upravičiti, ne? Ko smo rekli, ja, oni so veliki bendi, pa nič ni narobe, pa ne dobijo od občin, pa nič ni narobe. Zakaj je bilo narobe? Ne? Tako si pol ti rekel, sej dejansko ni narobe, so si to priborili. Mogli so si. Ne? In so delali dolga leta na tem, ne? In so se ljudje vedno in znova imeli fajn na njih. Seveda. Zato pa greš pol dvigniti 50 €, samo zato, da boš čast opir na fucking on komad, ko je tvoj komad, pa tvoj kolega komad, pa je... Zato, ker se to nekaj splača, to je nekaj dansko, nekaj, kar je nekaj vredno. Ne? Ja, pa to je neka tvoja investicija v to. V tvoje prijatelje, v to družbo punc, ki so tam, fantje, punce, to so moj komad in tako naprej, ne? Dobro vem, o čem govoriš, tako da tle sva kar na isti valovni.